Lep pozdrav, jaz upam, da ste lepo praznovali Božič in da se imate lepo še naprej. Kot vidite, malo preurejam tukaj okolje, zato mi prosim ne zameriti zaradi kažina. To po mojem niti še ni dokončna postavitev, tako da bom še videl, kako se bom odločil. No, ta video bo malo poseben. Zakaj? Če se morda spomnite prejšnjega, sem imel tehnične analize 5 altcoinov. No, pri teh analizah je prišlo do ene napake, na katero me je opozoril Tomaž, kateremu se še enkrat zahvaljujem. Opozoril me je namreč, da kar sem analiziral, ni bil GoCrypto, pač pa nekaj drugega. In ko sem preveril, sem opazil, da je bilo to dejansko res. TradingView namreč sploh nima grafa za GoCrypto. Tako da sem potem kar zavzeto iskal graf, kjer bi lahko naredil analizo, ampak ga nisem in nisem našel. No, potem ga le končno najdem. Sicer lahko bi se tudi naredilo analizo na grafu od CoinMarketCap, ampak to ni to. Na grafu s temi svečkami imamo le več informacij. No, končno sem ga našel, tako da lahko naredimo analizo, kot se spodobi. Predlagam, da se kar potopimo v grafe. Smo na GoCrypto dnevnem grafu, ki sem ga našel na menjalnici CoinFlex. Ko pogledam malo nazaj po tem grafu, mi gibanje cene ni lih najbolj všeč. Kot vidimo, imamo tle neke eksplozivne rasti pa padce. No, zdaj zadnje čase očitno kaže, kot da se cena pomirja. No, zaenkrat GoCrypto ne kaže ravno najbolje. Tukaj vidimo, imamo tole podporno cenovno linijo, ki se je trenutno dotikamo. Spremenil, da bo bolj vidna. Ta linija je pomembna že od prej. Kot vidite, smo se mi že prej zadrževali tukaj, potem smo jo izgubili, pa potem smo se spet srečali z njo, jo prebili in zdaj delamo podporo na njej. Ampak ta podpora tukaj ni ravno najboljša. Če jaz recimo povežem tele vrhove tukaj, spet spremenil, da bo malček bolj vidno. Če povežemo te vrhove tukaj, dobimo mi padajoči trikotnik. In ta padajoči trikotnik trenutno nakazuje na to, da bomo mi tole podporno cenovno linijo izgubili. Če mi to podporno linijo izgubimo, imamo potem naslednjo dobro vidno podporo tukaj, na okoli 1,3 centa. Še vedno je pa lahko tale podporna cenovna linija zelo dobra podlaga za bike. Naj vam pokažem zakaj. Namreč padajoči trikotniki so lahko tudi zelo hinavski. Zelo hitro se lahko namreč razvijajo v dvojno dno. Tukaj imamo eno dno, potem pridemo sem gor, se odbijemo in tukaj imamo drugo dno. Prebijemo tole odporno cenovno linijo in gremo sem gor. Bom spet spremenil na belo ali pa bolj rdeče. Ne vem, zakaj mi sili tole modro barvo. Zdaj, to se bo razrešilo kar kmalu. Kot vidimo, se cena vse bolj stiska in stiska. Tako da bomo videli zelo kmalu, kako se bo to razrešilo. Ali bomo prebili tole odporno cenovno linijo, ali pa bomo izgubili podporo tukaj na tej podporni cenovni liniji. Zdaj, zaenkrat, sicer dan še ni končan, ampak zaenkrat kaže, da delamo tukaj bearish engulfing svečko. Kar sicer kaže na to, da bi znali tole podporo izgubiti. Ampak, kot sem rekel, dan še ni končan, tukaj je vsekakor situacija za spremljati. Samo na hitro, kot morda že veste, me je TradingView sprejel v svoj partnerski program, kar je super in na to sem tudi kar precej ponosen, da so me izbrali. Kot veste, TradingView je orodje, ki je ključnega pomena za skoraj vsakega traderja. No, to partnerstvo tudi pomeni, da če ste morda razmišljali o nakupu kateregakoli TradingView Pro paketa, lahko zdaj s tem nakupom preko linkov spodaj v pripetem komentarju in v opisu podprete tudi ta YouTube kanal.
Seveda vas čaka tudi benefit v obliki dobroimetja. In sicer $10, če vzamete mesečno naročnino, ali $30, če vzamete letno. To dobroimetje pridobite po opravljenem nakupu v obliki TradingView kovancev, ki jih lahko porabite za nagrajevanje ostalih uporabnikov za njihove tehnične analize, ali pa pri naslednjem nakupu Pro paketa in ga dobite pač za toliko ceneje. Ampak pozor, to velja le za novo registrirane račune. Če ste morda že registrirani, potem to ne bo delovalo. Če o čemerkoli niste prepričani, se pred nakupom raje obrnite name ali pa na TradingView support. Hvala vam, povezave so spodaj v opisu in pri 5. komentarju, zdaj pa naprej na video. Na tem mestu bi se rad zahvalil še vsem patronom, ki s svojimi prispevki podpirajo ta kanal. Če bi morda radi postali eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. V zameno za podporo boste dobili dostop do dodatnih vsebin. S prvim paketom dobite dostop do mojega dnevnika tehničnih analiz. Z drugim paketom višje pa dobite dostop do posebnih videov brez reklam, pa tudi ogledate si jih lahko prej pred ostalimi na YouTubeu, to kar cela 2 tedna prej. Poleg tega sem zdaj ta paket še nadgradil z videotehničnimi analizami, kjer spremljamo kripto in ostale trge v manjših časovnih intervalih. Tako da lahko dobite še jasnejšo sliko, kaj spremljam. To je očitno to za to leto. Ravno na božični dan je ta kanal dosegel 70.000 ogledov, kar je kar lepa, impresivna številka. Vsekakor bi se za to rad zahvalil najprej vam, ki spremljate moje vsebine. Bilo je kar zanimivo leto tudi zame. Imelo je en najsrečnejši dogodek v življenju, ki sta mu pa na žalost sledila 2 žalostna. Moral sem biti zaradi tega tudi malček odsoten, kot ste videli. Prišli smo do konca tega leta, gremo še naprej in jaz srčno upam, da me boste tako zvesto spremljali še naprej. Jaz se vam še zahvaljujem, da ste si video ogledali do konca. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Kako se vam je zdela ta tehnična analiza? Se strinjate z njo, se ne strinjate z njo, ste morda vi kaj opazili, česar jaz nisem? Ker komentirajte mi spodaj pod komentarje in z veseljem bom podebatiral z vami. Vesel bom tudi delitev tega videa z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. V naslednjem videu si bomo ogledali, kako kaj kaže Bitcoinu v letu 2023. Na to bomo imeli še žreb komentarjev iz prejšnjega videa, da vidimo, kateri altcoini bodo v videu zatem. Izžrebali jih bomo 5. In potem video tehničnih analiz teh altcoinov. Obeta se nam kar nekaj pestrosti, zato se teh videov ne bo splačalo zamuditi. Da pa jih ne zamudite, je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo tako YouTube o novem videu takoj obvestil. Jaz vas na tem mestu še pozdravljam, želim vam čim lepši vstop v novo leto in se vidimo v naslednjem videu.